Začenjamo pa z Novo Slovenijo. To je tista stranka na desnici, ki ni čisto utrgana, se veste. Zdaj, Nova Slovenija obstaja že 16 let. A ni že skrajni cajt, da opustijo pridevnik nova? Na Avtonet je zelo malo oglasov za avto, ker rečeš 16 let star nov. Kot nov mogoč. Ko se je ustanovila Nova Slovenija, je Matej Tonin šele spoznaval, da je razlika med fantki in punčkami ne samo v barvi štumfov. Jep. Tonin je Luliko prvič videl pri 17. Kar je še zmer 7 let prej, kad jaz. No, stranka je imela ta teden svoj 10. kongres, kjer so za predsednico spet izvolili Ljudmilo Novak, ker je bila edina kandidatka. To isto kot v SDS, ker predsednika niso menjali, odkar je bil v kinu Free Willy. Ja, se meni sam zdi, ali ima ta desni stranki enak sistem kot nekdo, ki ga poznamo. Ne vem. No, kakorkoli. Zagovorniški oder je prvi stopil prav Tonin. Če lahko zmaga Trump, lahko zmaga tudi Nova Slovenija. To je malo čuden, ni za reči, tako je. Če pa on bedak 2 pisamo, pa tudi mi, pri kontrolki. Če je zmagal Trump, lahko zmaga tudi Nova Slovenija. Kako pa? Kaj boste z Ljudmilo pred naslednjimi volitvami obljubljala izgon vseh 6 muslimanov? Boste obljubila zid na meji s Hrvaško? Tleva je že Cmerer prehitel. A boš hodil po Sloveniji, pa potencialne volivke grabu za muco? Grab 'em by the pussy. Boš mogoče spremenil frizuro? Boš začel vzklikati, naredite mi Slovenijo spet nemško, pardon, veliko. Lej, Matej, ne ti, ne Ljudmila nista lih Donald Trump. Vama s Trumpom je skupenega samo to, da vaj komandira Štajerka. No, potem je na oder prišla Ljudmila. Povej nam, kakšno Slovenijo načrtuješ? Začeli bomo graditi normalno Slovenijo, seveda skupaj z vsemi vami in ljudmi dobre volje. Ljudmila bi rada zgradila normalno Slovenijo. Kdaj si ti nazadnje kje okrog sebe pogledala, Ljudmila? Ta vlak smo zamudili, ker se ga je čop napil in pa v Savo. Edin normalen Slovenc je verjetno Boris Pahor, pa še on je reš v Trstu. Ok, Ljudmila, s kom pa bi šla Nova Slovenija v koalicijo? Pripravljeni smo se povezovati s vsemi tistimi, ki vodijo konstruktivno politiko, imajo partnerski odnos, ki delujejo na podlagi argumentov. A ti spet malo haluciniraš. Najprej bi normalno Slovenijo, zdaj pa še stranko, ki je konstruktivna in deluje na argumentih. Nazadnje, ki je bil kdo v naši politiki konstruktiven, je bilo, ko je Kardel Lego kocke sestavljal. Je pa nekaj jasno. Ljudmila pod nobenim pogojem ne gre več v koalicijo z Janezom. Kaj se je pa zgodilo? Zakaj se prepirata? Pa tako lep parček sta bila. Ljudmila, če se boš še naprej tako upirala, te bo še interpeliral, če veš, kaj mislim. Ok, to je postalo malo preveč erotično. Zanese me, no. V glavnem, zaljubljeni Janez, JTV in ostali njegovi mediji so se spravili na Novo Slovenijo kot bober na maline. Najbolj hecen je bilo, ko je dobri stari Vinko Vasle je na Twitterju objavil fotomontažo z kongresa, kjer na platnu piše: "Tovariš Kučan, iskrena hvala." In hotel vse prepričati, da je fotka resnična. Lej, Vinko, mogoče ti je še folk verjel, da si prav novinar, ki si sfotoshopiral diplomo, ampak to pa ni bil najboljši Photoshop. No. Kakorkoli, na koncu je prišel še Lojze Prdole, ki je na presenečenje vseh izjavil tole. Da je eden od ključnih razlogov, da želim kandidirati za predsednika Evropskega parlamenta, prav ta: videl sem razdeljeno Evropo in ne želim je videti več. Ja. Ti bi kar ukinil Evropo, a? Ne boš priključil Ameriki. Boš kaj v Trumplandiji, uradni svirač na orgelce? This is my musician. Nova Slovenija je zgodaj začela s predvolilno kampanjo. Zdaj sam še Janeza počakimo, da nam pove, kako je on bolj Trump od Ljudmile. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.